Greva midva zdaj na hitra vprašanja. Go te evropske košarke. Prav evropske. Mislim, par imen se mi daje, ampak... Deva reči evropejcev. Ja. Ne nujno, da... Nikola Jokić definitivno zdajle. Mislim, je večji, bolj talentiran, bolj čudežen od vseh, ne. Pa Šarunas Jasikevičius. Šarunas Jasikevičius. Pred Dražena Petrovića. Mislim, Šarunas je kot nekdanjega navijača Olimpije, ko je še obstajala, ne, to zdaj ne obstaja več ta klub, ne mogoče ga kdaj še obudijo, ampak Šarunas kot ta, pa to, kaj on z Litvo naredil takrat na olimpijskih igrah, pa kako je igral, mislim, ne vem, to je mal ta navijaški moment tukaj. Nekako se mi ga je zdel vredno meni, ker vredno ga drugi pozabijo meni, pa glede na to, da je glihkar osvojil naslov kot trener še, pa ga deva meni. Ok, super. Kje bosta na tej lestvici all-time igralcev na koncu kariere Luka pa Jokić? Pa po moje na vrhu, ne. Mislim, jaz upam, da Luka pride čist na vrh, ne, da to zdaj smo gledali en vzlet in da pride do tja, kjer ga vsi vidimo, ne. Mislim, Luka je že zdaj zelo, zelo visok, ne. Ampak mu pač, in tudi mislim, da on je osvojil, ne vem, z Realom, osvojil Slovenijo, bil 4. na olimpijskih igrah, prišel v finale z Dallasom, prišel v finale konference z enim zelo bogim Dallasom. Skratka, ni da ne bi Luka še nič v življenju dosegel, mislim, on je ogromno dosegel. Tudi če bi na koncu nekdo rekel, ok, to je to, ne, je še zmeraj ogromen, ne. Sam pač tok je talentiran, tok je res izjemen, da vsi imamo neka ogromna pričakovanja glede tega, kaj bi on naredil. In zdaj pač to, kar Jokić počne, ne, je prav sam to, kar Luka tu manjka, ne. Da ta svoj talent res maksimalno izkorišča. Ne. Jokić to počne. Ne. Jokić res pripelil, ok, svoj naslov, zdaj le mu, seveda ni jatel, ampak kam je on prilezel, mislim, s tem Denverjem, ki res šepa, ne, na 3 noge, ne na 2, ne, mislim, to je neverjetno, ne, vleče ta voz, ne, in igra in to v zadnjih četrtinah odloča, ker pač je po gruntu te stvari, ki jih mogoče Luka še ni, ne. In tudi njemu si pa videl, da se ga da malo omejiti ustaviti, ne, ampak težko, ne, mislim, eno tekmo ga ostaviš, druge že ne moš, ne. Tako da se mi zdi, zato je, ne vem, Nikola Jokić MVP, že 5. leto zapored, eden od 2, ne, Luka pa še ni čist tam, ne, ampak jaz upam, da na koncu bomo rekli, lej, to sta bila 2, ne sam največjih evropejskih igralcev, ampak 2, ki se bomo pogovarjali, ne vem, LeBron ali Luka, LeBron ali Nikola, ne, a veš, ali pa Jordan, ne, bomo to, ne, tukaj se mi zdi, da, mislim, pri Nikoli se že lahko o tem pogovarjamo, se mi zdi, ne, mislim, manjkamo še kakšen naslov, pa moje za to, ne, ampak... Je pa tam v debati s centri, recimo. Ne? Ja, mislim, pa ne, definitivno je on eden mislim, take igre kot on, pa tega nismo videli, no, on je tam, ne, sem pač pravim, igra za Denver, pa pač on, če bi imel tako ekipo, ki sta imela, ne vem, LeBron v Miami ali pa Jordan v Chicagu, mislim, bi tudi imel še kakšen prstan več, ne. Ja, ker se tebe omenja v istem stavku, kot samo še Wilt Chamberlaina, ne, ja, pol veš, da je nekaj posebenega. Ne. To je res izjemno, tu zdaj je z reprezentanco naredil rezultat, ne, mislim, tako da, mislim, on je, skratka pravim, Luka, pa zato, ker imamo mi neka pričakovanja do njega, ker si mislimo, da bi mogel vsak let osvojiti naslov, pa vsak biti MVP, da ima to vse, ne, ti imaš skozi občutek, da on sam bi mu mogel res imeti, vse bi se mogli poklopiti, ne, nobene poškodbe, klub bi mogel funkcionirati, prave igralce okrog njega. Tako, v enem trenutku se je okrog Jokića zelo poklopil, ne, njih so poškodbe ostale, ampak ne, imaš Jamala Marija, imaš Teja Porteja, imaš, ne vem, Aarona Gordona, Meus Junga, Kentaviusa Caldwella Popa, pravga, ali pa pred Browna, ne, pa zelo postavili se mu je, ne, ekipa je bila res narejena tako, da lahko on blesti igralce, ki ga štekajo, ne, mislim, blazno, mislim, od njega, Aaron Gordon, pa Mari, pa to, mislim, so ga razumeli, ne, mislim, ker to ne moč, mislim, to, navadni igralce postaviš, žoge jih bojo v glavo zadevale. Spomnal je vedel, mislim, to je, ker on ima take
To moš vedeti, da ti tam, če si za trenutek sam, to že lahko preleti ta žoga v roke, te najde, moš pričakovati. Ja. Deva še tretje vprašanje, tale me zanima, no, kaj boš rekel. Finale 1992, olimpijada, ZDA igra proti jugoslovanski reprezentanci. Kdo zmaga? Ne, ZDA. Zato, ker takrat v bistvu, bi bilo mogoče blizu, ampak niso bili fantje takrat, v bistvu niso imeli toliko NBA izkušenj in tam jih je v bistvu je bilo overwhelming. Je bilo, Hrvati so povedali sicer 23-22, bolj po nesreč, ampak dejansko intenzivnost je bila na strani Američanov. Fizično so bili superiorni. Tako da takrat v bistvu, tudi če bi bila jugoslovanska reprezentanca, ne bi ta razlika se pokazala. Ker Američani takrat, oni so prišli na počitnice, sploh niso niti trenirali, nič pa še zmer so z lahkoto igrali. Na koncu se še malo posebej na Kukoča orientirali, pa s to obrambo. Skratka, niso imeli teh izkušenj te igre, da bi to lahko prilagodili, da bi igrali lahko na tem nivoju tako kauni. To danes bi bilo. Danes bi bilo, saj smo videli, s kjerokoli reprezentanci, to vsi že zaigrajo. Vsi igrajo, imajo NBA igralce, vsi znajo igrati, vsi vejo, kako ustaviti. Tudi sodniki ne piskajo več tako, niso tako očarani, pa da grdo Jordana pogledaš, pa sta že dva prosta. Skratka, tako da takrat jaz mislim, da ne bi imeli šans. Seveda bi bilo drugače, bi bilo malo bolj tesno, ampak bi tudi Američani mogoče še bolj resno pristopili. In tako da, takrat ni bilo šans. Tudi leta 1994 so bile še večje razlike, ker je prišel Šek, pa so ga lahko 5 pod raketo kril, pa je bil koš, pa faul. No, pa še eno malo bolj družbeno vprašanje. Vemo, s čim se zdaj ukvarja slovenska politika, ukvarjamo se z raznimi pokojninskimi reformami, pa a bo tista reforma ali ne. Opozicija pravi, produktivnost je treba povečati, konkurenčnost, davke treba znižati. Kaj pa ti misliš? Kaj bi mogla biti prioriteta Slovenije? Jaz mislim, da nekako prioriteta bi mogla biti, da nadaljujejo to, kar so začeli. Mi rabimo vse te reforme, sam problem je, da prihajajo volitve in da so za vse ustavljene. Jaz mislim, da dejansko prioriteta bi mogel biti zdravstven sistem, pa zelo hiter za njim šolski sistem, to je treba reformirati, ker to je tisto, kar je temelj. Javno zdravstvo, javno šolstvo, ki ga imamo, ki pa poka po šivih. To je res. In so nesrečni vsi, zdravniki, medicinsko osebje, pacienti, vsi, ki nismo pacienti, ampak vemo, da kmalu bomo. Tako da to je definitivno prioriteta. To bo se nova vlada, to je treba urediti. In šolstvo ni dosti boljše. Tako da to. In seveda, verjetno pokojninska reforma je nujna. Nepremičninski davek, slej ko prej bo mogel biti, spet ga verjetno ni, zato ker se bližajo volitve. Kakšen, spet stvar debate, sigurno ne takšen, kot ga je predlagala vlada, ampak neke oblike davka mora biti. Mislim, da se to vsi zavedajo. Ampak problem pri nas je, da vsi vejo, da se lahko tudi izognejo tem stvarem, ker tukaj ne moreš, da se ne bi zameril. Nepremičninski davek je, ne vem, če obstaja genij na tem svetu, ki bi ga lahko naredil tako, da bi bil čist pravičen, pa da bi bili približno vsi zadovoljni. Enostavno preveč nepremičnin imajo Slovenci v lasti. Eni imajo velike, so jih podedovali hiše, ki so nevredne, drugi živijo v nekih malih luknjah, ki so zaradi lokacije ful vredne. Eni so, imajo več majhnih stanovanj, pa si mislijo, zakaj bi jaz plačeval zdaj, če po kvadraturi to ne presega, neke bajte velike. Težko, res težko bo to pravično speljati. Tako da reforme pa plačano, vse so potrebne. Ne moreš jih speljati, speljati. Speljati, seveda, ampak to je spet, vsaka reforma je boleča. In ti pa moraš, zato, ker so se te vlade menjale na 2 let, zdaj zadnjih ne vem koliko let, se nobena sveja ni hotela temu. Vsakič, ko so že usedali v
v vlado, mislim, postavili, da so si razdelili, so že gledali, so že volitve. Mislim, to ne moreš. Ne? In zdaj prvič vidiš že to, da ta vlada se je sploh tega lotila, se verjetno lotila zato, ker je vse imela 4 leta, ne pa 2. Ne? In smo videli v Ameriki, ne? Kako se to naredi. Tako je vsekati. Ja, vse to mislim, ampak to zdaj spet so vsekali zato, ker je Trump že vedel, kako se stvari streže. Ne? Ja, to je pa res. Je imel drugi mandat. Ja, tako da jaz tukaj mislim, pravim, to so vse stvari, ki se mislim, da in opozicija zavedata, da so nujne. Mislim, če hoče država približno funkcionirati v tem svetu, so nujne. Ne? Mislim, vse te stvari. Ne? Zdaj, kako, mislim, da se pa zelo razlikujejo glede tega, kako bi te stvari speljali. Tako da, pa kdo, kateri interes bo, ki je prevladal, ne? Ker imajo tudi različni interesi, ne vem, različne skupine, ki bi, ne vem, zapeljale vse te reforme, vsaka malo v svojo smer. Ne? In tukaj, kdo bo glavni izvajalec. Ja, in mislim, da kle se pač ljudje zdaj lahko odločijo predvsem to, kako naj bi se te stvari speljale. Mislim pa, da bi mogli tudi vsi razumeti, da jih moramo speljati, ne? Da pač je treba, mislim, tako ali drugačne, mislim, da zdaj pa rečemo 4 leta se namo šli zdravstvenih, pa ne vem, šolskih reform, pa pokojninskih reform, mislim. In tako da jaz mislim, da so stvari, da sploh, da je vlada začela s tem, je že neka pozitivna, ker oni so se lotili enih stvari, ki se predtem ne vem, koliko dolgo ni. Ne? In v bistvu, če bi oni tukaj na nek način bi bilo za nje verjetno boljš, če se ne bi, če bi tudi oni rekli, ne, mi bomo kozmetične popravke delali, bomo malo cesto zaflikali, kakšen izvoz z avtoceste, da bo malo bolj pretočno, ne? Če bi vse svoje sile tja usmerili, ne? Pa ne vem, kakšno stanovanje sem pa kaj zgradil, ne profitno. Ne? Mislim, to bi bilo za popularnost vlade verjetno boljše, ampak so se pa tega malo prepočas lotili in pol glih, ko bi mogli kaj res pelati, so ugotovili, da so pa zdaj že volitve za vogalom, pa da mogoče ni ta prav cajt. Ni ta prav cajt. Evo, še zadnje hitro vprašanje, to je pa sanjski filmski projekt Gorana Vojnovića. Ja, v bistvu sanjski filmski projekt bi bil, ja, Jugoslavija moja dežela, ki ga itak moram narediti, tako da rečemo, da je sanjski. Ne, to je moj sanjski projekt, naslednje let snemamo, tako da dolgo smo se borili, da smo dobili to možnost, tako da zdaj. Se pravi, predprodukcija že laufa. Predprodukcija že laufa, audicije, iščemo še dodatna finančna sredstva, ker nimamo vseh, ampak ja, v bistvu, tako da recimo, da to so sanje, da to se spele tako, kot je treba. Ne. Super. Goran, jaz se ti zahvaljujem za tvoj obisk v našem studiu, pa za tole super epizodo. Gledalci in poslušalci, hvala tudi vam, se vidimo naslednji teden. Živa.